Kralj severa je bil okronan. Prejšnji teden je Andy Burnham postal britanski premier, potem ko so ga za to izvolili njegovi kolegi iz laboristične stranke v parlamentu. Čeprav se je njegova kandidatura za premierski položaj večinoma osredotočala na notranjo politiko, kot sta zmanjševanje neenakosti in razkoraka med severom in jugom, je govoril tudi o izraelsko-palestinskem konfliktu, obsodil je Hamas za njihove dejanja 7. oktobra, hkrati pa kritiziral izraelsko politiko v Gazi ter nasilje nasiljencev. Z nami iz Manchestra je zdaj Rafi Blum, skrbnik judovskega vodstvenega sveta. Pozdravljeni in hvala, da ste z nami. Pozdravljeni, hvala, da ste me povabili. Torej ja, v zadnjih nekaj letih je bilo veliko sprememb, kar zadeva predsednike vlad. Seveda pa je svet izrazil svojo zaskrbljenost glede njegovega stališča do Izraela. Vem, da je to skrb pri vseh zadnjih predsednikih vlad, ampak kaj vas posebej skrbi v zvezi z Burnhamom? Mislim, da gre pri komentarjih predsednika vlade Burnhama o Izraelu in Gazi. Najprej smo pozdravili njegovo ponovno potrditev ničelne tolerance pri boju proti antisemitizmu. In se tudi strinjamo z njim, da je povsem pravilno, da to lahko obstaja skupaj z legitimno kritiko vlade države Izrael. Toda težava, ki smo jo imeli z njegovo izjavo, je bila v tem, da je le bežno omenil grozote 7. oktobra. Od 8. oktobra naprej je na to v bistvu za vse, kar se je zgodilo, okrivil Izrael. Ni pa pripisal nobene odgovornosti Hamasu, Palestincem, Iranu, njihovim regionalnim proksijem za skoraj 3 leta vojne, ki so sledila. In mislim, da je to nekaj, glede česar smo morali res izraziti nestrinjanje. Poleg tega, ko se je pojavil v intervjuju z Garyjem Linekerjem in Lineker je ponovil laž o genocidu, premier Burnham se ni odzval na to in mi rekel, no pravzaprav ne, to ni res. In Izrael ni bil spoznan za krivega genocida. In mislim, da je tisto, kar želimo poudariti premierju Burnhamu, to, da je res pomembno, da predstavi pošten in uravnotežen pogled na konflikt na Bližnjem vzhodu, ker imajo besede posledice. In če ne upoštevate odgovornosti in ne prepoznate pomembne vloge, ki jo je imel Hamas, ne samo 7. oktobra, ampak tudi kasneje, potem spodbujate tiste v Britaniji, ki želijo škodovati britanskim judom zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu. In mislim, da je res pomembno, da prizna, da so to stališča, ki smo mu jih neposredno predstavili in jih bomo še naprej predstavljali. Torej, tudi vi ste tesno sodelovali z njim. Bil je župan širšega Manchestra, prav tako pa ste sodelovali pri izobraževanju o holokaustu. Kakšen je bil vajin odnos? In glede na to, da ima Manchester in okolica veliko judovsko skupnost, ali je imel dober odnos z judovskimi skupnostmi, tako da lahko zaupate, da se bo kot predsednik vlade po svojih najboljših močeh zavzemal za vse? Kar lahko povem o Andyju Burnhamu glede najnega delovnega odnosa. In res sem tesno sodeloval z njim, tako pri judovskih dobrodelnih organizacijah, kot pri socialni oskrbi. V svojem poklicnem delu je bil izjemen prijatelj naše judovske skupnosti v Manchesteru in širšem Manchesteru, velika pomoč in podpora našim lokalnim judovskim dobrodelnim organizacijam, še posebej tistim, ki skrbijo za socialno varstvo in pomagajo številnim v naši skupnosti, ki so v stiski in ranljivi. In tesno sem sodeloval z njim pri izobraževanju o holokaustu v moji organizaciji. V organizaciji FED imamo projekt z imenom My Voice, ki beleži celotne življenjske zgodbe preživelih holokausta in beguncev, ki so se naselili v širšem Manchesteru in na severozahodu, ter zdaj tudi drugod po državi. In Andy Burnham je bil velik podpornik, udeležil se številnih dogodkov in se spoprijateljil z mnogimi našimi preživelimi pripovedovalci zgodb. Eden posebej Ike Alterman, ki mi je bil kot drugi oče in s katerim se je Andy Burnham zelo zbližal, da je pelal govoriti v njegov ljubljeni nogometni klub Everton, kar bi, mislim, rekel, da je bilo eno od vrhuncev njegovega življenja v imenu Andyja Burnhama. Tako se je zelo angažiral pri izobraževanju o holokaustu. Rekel je, da bi morale biti naše knjige v vsaki šoli v državi. Torej, mislim, da kar mu lahko povem o njegovem odnosu z judovsko skupnostjo, iz mojih izkušenj je bilo to odlično, bil je prijatelj naše skupnosti. Bil je velik podpornik izobraževanja o holokaustu. In mislim, da je zdaj za našo skupnost pomembno to, da moramo upoštevati dejstvo, da je podpornik naše skupnosti. Povedal je, da želi imeti ničelno toleranco do protijudovskega rasizma. In hkrati priznavamo, da so njegove izjave o Izraelu problematične.
Niso točne, so enostranske in jih je treba izpodbijati. In to je pot, po kateri bomo kot vodstvo te judovske skupnosti v Združenem kraljestvu tudi šli. Torej, veste, glede na to dihotomijo je Izrael seveda zelo pomemben za Jude v Združenem kraljestvu in še posebej v Manchesteru. Ampak glede na to, da je imel dober, tesen odnos, več kot le besede, jasno je, da je imel zelo tesne odnose. Ali imate pričakovanja ali upanja, da bi morda lahko gradil mostove med Angleži in judovsko skupnostjo? Vem, da sta to dve različni stvari. Še vedno je tu Izrael in to, kar govori, ampak kar zadeva notranje zadeve, imate visoka pričakovanja, ker se sliši, kot da ima boljše odnose kot njegovi predhodniki. Mislim, da je za premierja Burnhama res pomembno, da nadaljuje nekaj dobrega dela, ki se je zgodilo v času premierstva Keira Starmerja. Torej, financiranje varnosti za našo skupnost, ki je bila sicer dobrodošla, a je v resnici le obliž. Moramo se lotiti temeljnih vzrokov protijudovskega rasizma. Ne le, veste, moramo se lotiti kronične narave, ne le akutne narave. Toda nadaljevati mora z izvajanjem preiskave in priporočil ugotovitev Lorda Mana o antisemitizmu v nacionalni zdravstveni službi. Septembra bomo objavili poročilo o antisemitizmu v šolah in upamo, da bo v celoti uresničil te ugotovitve. Nadaljevati mora z bojem proti radikalnemu islamizmu in hujskanju, ki ga vidimo v številnih mošejah in drugih krajih, pa tudi v skupnostnih organizacijah po vsej državi. In s tem se moramo spopasti. Nadaljevati mora z izvajanjem zakonodaje, ki je bila sprejeta za spopadanje s kumulativnimi učinki sovražnih shodov, ki jih vsak teden vidimo v našem mestu, in spodbujanja, ki prihaja od tam z vzkliki, kot je globaliziraj intifado. Torej, zagotovili bomo, da bomo nadaljevali ta dialog, da bo on nadaljeval s temi ukrepi. Ampak ja, ko je bil župan Velikega Manchestra, je bil zelo, zelo jasen, da je izobraževanje o holokaustu res pomembno v vsaki šoli v naši državi, da to potrebujemo za izobraževanje naših mladih. O grozotah holokausta, o vzrokih za holokaust, o tem, kako so besede prerasle v dejanja in v umor Judov. Zato upamo, da bo to storil, da bo s tem nadaljeval. Zagotovo mora s tem nadaljevati zaradi varnosti britanskih Judov. In hkrati bomo z njim še naprej vodili odprt in iskren dialog o njegovih pogledih na Izrael in konflikt na Bližnjem vzhodu. In mu bomo pojasnili, da so te pogledi napačni, da se z njimi ne strinjamo in da mora odgovornost pripisati Hamasu in Palestincem. Podrobno mora pojasniti, kako je Hamas skoraj 10 let pripravljal Gazo na vojno, tako pod zemljo kot nad njo. Kako se je Izrael izjemno trudil, da bi se izognil civilnim žrtvam. In še naprej bomo imeli te pogovore z njim, da zagotovimo, da bo v prihodnje, ko bo govoril o tem, predstavil uravnotežen pristop, ki je tako potreben. Prav tako je ena njegovih bolj odmevnih imenovanj Ed Miliband, nekdanji vodja laboristov, zunanji minister, kot zunanji minister, ima judovske starše in je imel svoj napet odnos z Izraelom in judovsko skupnostjo. Kaj mislite, da lahko prinese in ali ste optimistični, da bo to, veste, pomembno na tem položaju zanj? Tako bomo znova z zunanjim ministrom poskrbeli, da bo k temu konfliktu pristopil uravnoteženo. Dobrodošlo je bilo, da je v svoji prvi izjavi, ki jo je objavil ob imenovanju, zanj začnovil. Dejal je, da si bo prizadeval za ublažitev trpljenja prebivalcev Gaze in hkrati zagotovil popolno varnost za prebivalce Izraela. Kar je nekaj, kar mislim, da si vsi želimo in hrepenimo po tem. Ponovno je omenil dejstvo, da sta njegova starša prišla v Veliko Britanijo, ko sta bežala pred fašističnim preganjanjem. Tako je svojo judovsko identiteto postavil v ospredje svoje prve izjave kot zunanji minister. Seveda vemo, da je bil zgodovinsko gledano naklonjen priznanju palestinske države, mislim, da že vse od leta 2014. Tako tudi razumemo, da bodo tam izzivi pri urejanju njegovega odnosa z Izraelom. In ponovno pri tem bomo sodelovali z njim. Zagotovo je bila njegova začetna izjava uravnotežena. V redu, najlepša hvala, Rafi Blum. Hvala.